Ernesto Rafael Che Guevara de la Serna se je rodil 14. junija 1928 na današnji dan v Rosario v Argentini. Že zgodaj v mladosti ga je začela zanimati politika, kmalu so ga prevzele revolucionarne ideje Fidela Castra, pozneje se mu je tudi pridružil in bil med bojevniki, ki so leta 1959 izpeljali tisto, kar je znano kot prva in edina uspešna socialistična revolucija v Ameriki. Poglejmo. La columna del Che ingresó a Santa Clara el 29 de diciembre de 1958. Luego de durísimos enfrentamientos, el ejército se rindió. Fulgencio Batista abandonó el poder y huyó de Cuba. La infantería y la aviación del dictador capitularon ante el Che. En enero de 1959, Guevara, Castro y la mayor parte de las tropas del 26 de julio ingresaron en La Habana. La revolución había ganado. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. No importa que nos amenacen con que si Johnson o si Wolcott. Es decir, Juana o su hermana. No importa que cada día el imperialismo esté más agresivo. Los pueblos que han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcanzada no se pueden dejar intimidar por él. Y juntos construiremos la nueva vida. Que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. Con apenas 30 años, el Che comenzó a asumir las obligaciones que requería la revolución. Che je postal najbolj znana revolucionarna ikona, je nek navdih in simbol revolucionarnega boja in seveda tudi ne samo revolucionarnega, ampak postal je tudi na nek način modna ikona. Njegova smrt, o kateri bomo kasneje govorili, pa je še vedno zavita v neko skrivnost. V bistvu padel je v Boliviji, mislim, v džungli oktobra leta 1967. Zakaj misliš, Bojan, da je pravzaprav njegova slika, ki smo jo prej videli, to je verjetno najbolj ciklostirana ali najbolj razširjena slika v svetu? Ja, rad bi rekel, sam mogoče začeti to, da ti dokumentarni posnetki, ki so občasno v tej oddaji, so ena od boljših stvari, pa ena od zelo dobrih stvari te oddaje in vsakič jih tako, bom rekel, z velikim veseljem pa zanimanjem pogledam. Zdaj, mislim, da če ni bil modna ikona, to je verjetno bil lapsus, bil je v bistvu neke vrste ikona pop kulture. Ja, v bistvu ja, no. Ampak zdaj tukaj je bilo en splet nekih zgodovinskih okoliščin. Prvič je imel neke, kako bi rekel, neke tehnične značilnosti tistega, ki pač, bom rekel, postane ikona, to je, da je umrl relativno mlad, da je umrl neke nasilne smrti, da je v bistvu živel ves čas... Za revolucijo, v bistvu. Ja, nekje na robu, bom rekel, vojne, pravzaprav je bil ves čas nek vojak, bil je bolj vojak kot politik, neke vrste gverilec, in drugo bile so pač neke zgodovinske okoličine, ki so omogočale to, da je pač postal ikona. Takrat so bili, dogajale so se te, kako bi rekel, revolucije, bili so študentske demonstracije po zahodnem svetu in tako dalje, in kup nekih takih okoličin, ki je pač naredilo Che Guevaro to, kar je pač potem postal. Zakaj točno on, je pravzaprav zdaj težko reči, to bi lahko verjetno dalj časa govorili, ampak dejstvo pa je, da je vprašanje, ali bo svet še doživel kdaj, bom rekel, neko tako ikono, kot je pravzaprav Che Guevara. Je pa zanimivo tudi to, da je pa verjetno, bom rekel, ta status, ki ga ima kot pop ikone, verjetno tudi v nasprotju z načinom življenja, ki ga je pač Che Guevara živel. Ker zagotovo ni živel, bom rekel, tako čisto politično življenje, kot se prikazuje skozi to pop kulturo. Res je, v bistvu
težko bi, verjetno je malo premalo časa, da bi to njegov življenjepis, ki je izredno zanimiv, ampak če ostanemo na tem... Bi sam še mogoče, Vlado, to rekel, da je mogoče bil pri nas, ne, recimo v bivši Jugoslaviji, manjša ikona, ne, kot je bil recimo nekje v zahodnem svetu, predvsem zaradi tega, ker se je pač tukaj pazil na to, da je večja ikona od njega bil Josip Broz Tito. To je res, to je res. Zdaj, Tino, zanimivo je, ne, mislim, ta del debate, mislim, sej, takoj ti dam besedo, zanimivo je to, ne, da je skupaj s Castrom nastopal, ampak potem sta v nekem trenutku prišla na vzkriž, predvsem zaradi teh njegovih ekonomskih potez, ko je postal minister za gospodarstvo, zdaj tudi kroži neka krilatica, oziroma neka, ne vem, ali je to res ali ne, da je Castro na nekem sestanku vprašal, kdo je ekonomist, ne, in da je, če narobe razumel, kdo je komunist, in je prvi dvignil roko in potem postal minister, mislim, Tino, izvoli. Glejte, tako malo časa imamo za tako kompleksno osebnost, ne? To ste prej ugotovili, ali pa to smo prej ugotovili. Zdaj pa prvih 5 minut uporabimo samo za obnavljanje neke mitologije, nekih zgodovinskih mitov, polresnic, manipulacij in samo enostransko prikazujemo človeka. Ne? Samo z dobre strani. Niti ene kritične še nisem slišal do zdaj, ne v tistih govorih, ne v oddajah, čeprav imamo podatkov o njem ogromno. In zdaj Kaj misliš, kaj ti zameriš? Če se na tak način spravljamo mi govoriti o zgodovini, da bomo začeli pač z mitologijo in jo samo na eno stran, potem ne bomo prišli nikamor. Potem smo isto, kot delajo tudi danes, gotovo delajo isto na RTV, kjer pač govorijo te mitologije. Che Guevara nihče ne pove, da je on avtor koncentracijskih taborišč, da je on uvedel koncentracijska taborišča in delovna taborišča, kjer je bila dobesedno suženjska delovna sila, enako kot v Sibiriji v lagerjih, razen da je bilo malo bolj toplo, ne, ker je Kuba pač v tropih. Ampak ravno tako so umirali ljudje. In v teh kampih je umrlo 73,000 ljudi. Ne, torej, to je en čist preverljiv podatek. Ne gre za, mislim, zdaj Tino, ne gre za kampe, 5 minut govorili samo o lepih stvareh od Che Guevare. Kolhoze in mislim, kolhoze, gre za podržavanje. Jaz govorim o suženjski delovni sili in o koncentracijskih taboriščih, o lagerjih, ne, ki so jih imeli na Kubi, tako kot smo imeli mi tudi v Jugoslaviji v prvih letih, v kasnejših pa Goli otok. Ne, suženjska delovna sila, ki je delala od jutra do mraka in kjer so ljudje umirali in cepali kot muhe zaradi dela, ne, zaradi vročine in tako naprej. Tako da to je čist preverljivo. Druga stvar, on je bil na čelu mnogih eksekucijskih vodov. Ne. On je ukazal, da so toliko ljudi postrelili kot talce. Ne. Torej človek, ki je ukazal streljati talce, ga mi zdaj tako častimo. Ne? Oziroma se sprašujemo, govorimo o njem samo pozitivno. Ne? To ni pošteno. V tej biografiji, ki je na Wikipediji objavljena, nisem tega zasledil. Ja, v slovenski Wikipediji je sama mitologija. Poglejte hrvaško, poglejte angleško, boste videli, da je nekaj čisto drugega. Zdaj se nismo razumeli, ne? Jaz sem prej ugotavljal, jaz sem govoril o njemu niti slabo, niti dobro. Jaz sem prej ugotavljal samo pač to, kar je dejstvo, to je, da je postal fenomen v popkulturi, to ni mogoče zanikati. Ne? Sem pa zdaj zanimanjem poslušal to, kar je povedal Tino, ne? Ampak to, da je pa on neke vrste fenomen zahodne, ne, kapitalistične, če temu tako rečem, ne, popkultura je pa dejstvo, to ni sporno, ne glede pač kakšna zgodovinska osebnost je. Ne. Ista stvar je bila, ko smo govorili o Titu, ko je bilo najprej 5 minut, je bilo samo o njegovem pogrebu, koliko groznih ljudi je prišlo, kako je vse lepo, samo pozitivne stvari, nobene kritike. Če jaz, pa kdorkoli, če ugotovim, da je bil pač, če povem, da je on sestavni del zahodne popkulture, to ni ne pozitivno, ne negativno. To je dejstvo. To je pač dejstvo, ker pač tržišče upravi svoje in če majca z njegovim likom proda toliko in toliko, ko bi rekel, v toliko in toliko kosih, je pač to dejstvo. No, ampak to je znano dejstvo, to o 73,000 mrtvih pa ni znano dejstvo. Sej dobro, da si ga povedal. Dobro, da si ga povedal. Tito pa nikoli ni bil sestavni del zahodne popkulture. To smo mi mislili, da je, oziroma se je nam govoril, da je. Del jugoslovanske, v bistvu. Jugoslovanske, to je drugo. Tlej bil diktator in pač ni bil sestavni del zahodne ameriške popkulture, tako kot je recimo Che Guevara. Ne? Jaz bi predlagal, če nam lahko režija še pokaže v bistvu ta del, ko je
v bistvu umrl, kako je umrl, kako se je končalo tole v bistvu njegova pot v Boliviji, kjer je bil leta 67 ustreljen. El Che fue capturado y encerrado en una celda. Esa misma noche, un agente de la CIA le informó que iba a ser ejecutado. Che reacted by blanching, turning white as a sheet, and then very quickly composing himself and saying, well, it's better. I should never have been captured alive. Tell my wife, Aleida, to marry again and to try to be happy. And tell Fidel that the revolution will triumph. The CIA man then says he felt compelled to hug Che, and then left the room and nodded to the man who was waiting outside, a drunk Bolivian army sergeant, to go in and shoot him from the neck down to make it look as though he had died of wounds in battle. Che was waiting for him, and apparently he was overcome by Che's stare, and he couldn't fire. Che said to him, "Shoot, coward, you're only going to kill a man." En octubre de 1900... Zdaj, seveda je končal v Boliviji, njegova smrt je zelo nepojasnjena, to tudi dela v bistvu pravzaprav neko legendo iz njega. On se je zavestno umaknil takrat iz Kube in šel širiti revolucijo in je takrat napisal tudi eno pismo, s katerim se je pravzaprav poslovil od Kube, pa me zanima. Lejte, še enkrat, spet smo te mitološke stvari, ki so že desetletja znane in ki jih levičarski mediji širijo. Ne, ta zadnji prispevek je bil popolnoma tak. Ne, vemo pa, da je, mislim, da 2 leti nazaj, da je en general bolivijski javno povedal in izpovedal, da so umor naročili kubanski levičari oziroma kubanske oblasti, da ga je Castro umoril. Ne? To je popolnoma en nov podatek, o katerem nihče ne govori, zdaj mi pa neke pravljice to spet poslušamo. Ne? To ni zgodovina, to ni prav, da se tako gremo. Ja, v vsakem primeru, če ne bi zapustil Kube, bi verjetno izginil nekje v teh kadrovskih čistkah na Kubi ali pa v spopadih boju za oblast. Ne? To je bila pač... Nobene cije, to je pravljica. Ne? Taka smrt je pač eden od osnovnih pogojev, da prideš potem v zgodovino kot neke vrste legende. Ne? Je pa res, da nikoli ni šel direktno proti Castro s kritiko, ampak seveda bi lahko še nekaj časa govorili o tem. Jaz se vam zahvaljujem za nocojšnje komentarje. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost in vsaj že veste, ni vseeno, kdo kaj reče. Lahko noč.